Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Predavanje Medicina svete Hildegarde. Odprtje razstave lončarskih izdelkov Društva Majolika. Martinovanje v Slovenski Bistrici. Državni svet zasedal v Slovenski Bistrici. Slavnostna akademija ob 65. obletnici nogometnega kluba Bistrica. Druženje z Janjo Garnbret v plezalnem centru Slovenska Bistrica. V Bistriškem gradu je pretekli četrtek potekalo predavanje z naslovom Medicina svete Hildegarde. Modrost, ki živi še danes in ohranja zdravje duše in telesa. Predaval je magister Uroš Plantan. Zakonca Plantan, Uroš in Veronika sta namreč avtorja knjige z naslovom Medicina svete Hildegarde in številnih drugih knjig z področja samopomoči. Medicina svete Hildegarde je po 900 letih še vedno uporabna za sodobnega človeka, ko gre za ohranjanje zdravja, napotke za zdravilno prehrano ali zdravje naše duše. Napisala je 3 teološke knjige, se pravi teologijo, napisala pa 2 medicinske knjige, ki sta pomembni za nas. Zakaj rečemo Hildegard medicina? Zato, ker noter so napisani vzroki bolezni, procesi in zdravila in načini zdravljenja samodoločenih metod, ki bomo danes na kratko pogledali. Ta stvar je zelo obširna. Jaz sem študirala to nekje 25 let, študirala pomeni, da sem študirala, raziskovala. Bingen, sosede v avto in sva tam drug dan, tako. In muzej pa se postavili in tako naprej. Najprej pogledamo, zdaj ne bomo smorili v zgodovino, čeprav jaz sem pravila zgodovino, ker treba okvir narediti. Ker danes, vedno ko gledamo zgodovino, gledamo, takrat je bilo tako, potem se je rodila in potem je to naredila. Zdaj pogledamo danes, v tem trenutku, vidite, kaj bo čez 2 leti v Sloveniji? Lahko vemo, smo prestrašeni, črni, srednji vek, grozen, temni stari vek, srednji vek. A danes je boljši? Danes je grozen vek. Kljub vsemu, kar vemo. Napisala je to, ko trpi duša, zboli telo. Duša ima 2 glavni moči. Prva, razumskost, druga, občutenje. Občutenje ima 2 moči, čustva in nagon. V razstavišču Pristava v Centru domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica so v petek odprli razstavo lončarskih izdelkov članic in članov Društva Majolika. Izdelki so nastali v okviru projekta za lončarstvo in lonec ni konec, ki je bil uspešno prijavljen na javni razpis na področju nesnovne kulturne dediščine in ga sofinancira Ministrstvo za kulturo. Na odprtju razstave je zbrane nagovorila Ljubica Zgonec-Zorko, predsednica Društva Majolika. Lepo pozdravljeni na današnji otvoritvi razstave Za lončarstvo in lonec ni konec. To je naslov projekta, ki ga je preko Ministrstva za kulturo izvajal naše Društvo keramikov in lončarjev Podravja Majolika v sodelovanju s Centrom domače in umetnostne obrti. 20 let se v teh prostorih, bom rekla, trudimo ohranjati našo lončarsko kulturno dediščino in razpisani projekt je vnesel in nam dal možnost, da se članice in člani Društva Majolike lahko udeležijo, bom rekla tako, brezplačno 60-urnega tečaja prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj, ki jih je pa prenašal tudi naš zdaj že član in odličen lončar, vpisan v razvid registra kulturne dediščine Štefan Zelko. Z današnjo razstavo v bistvu zaključujemo in prikazujemo izdelke članic in članov društva. 8 jih je bilo vključenih v projekt vseh 60 ur, čeprav smo naredili zdaj že preko 80 ur. Jutri zaključujemo zadevo v Lemarjah pri
tradicionalnem lončarju Štefanu Zverku, kjer bomo lahko še njegov del zbirke tradicionalnih oblik lončarskih izdelkov pogledali, pripravo gline in njegov način tudi glaziranja. Tako da s tem bo ta naš projekt, lahko rečem, zelo uspešno zaključen. In lahko rečemo tudi to, da pred 20 leti je društvo Majolika, članice in člani, ki smo se ga takrat ustanovili, ravno z namenom, da znanje iščemo, smo iskali znanja, dopolnjevali drug drugega, sedaj po tolikih letih pa smo prišli do tega, da že znanja tudi bomo lahko predajali naprej. Razstava bo na ogled do 24. novembra. Na parkirišču pri Bistriškem gradu je preteklo soboto potekalo tradicionalno martinovanje. Na stojnicah so se predstavili vinogradniki in gostinci, ki so ponujali raznovrstna vina in kulinarične dobrote. Z njimi smo tudi spregovorili nekaj besed o dogodku. Ali se redno udeležujete martinovanja v Slovenski Bistrici kot ponudnik? Ja, redno. Mislim, da je že letošnje martinovanje 10. po vrsti, jubilejno. Na martinovanju smo od vsega začetka, tako da ja, skozi smo tukaj prisotni. Ja, to se pa vedno, že od samega začetka, to mislim, da je že 10. leto zapored, ne? To, da smo vedno tu prisotni, kar je tudi fajn. Tako je, stalno, vsako leto. Seveda, sploh ne vem več katero leto, je zdaj že zapored, reč pa vsako leto smo tukaj zraven. Ja. Kako so se v bistvu letošnji nalivi odrazili na vaši letini in kakšen je bil njihov vpliv na kakovost vaših vin? Je v bistvu na koncu se je vse srečno izteklo, bila je potem lepa jesen, grozdje je bilo ravno prav, tako da vina je kar dobro količinski letnik, kakovost tako, da smo vsi zadovoljni, mi, ki pridelujemo in vsi, ki tukaj danes v kozarčku uživajo. Ne glede na te vremenske razmere, ampak smo še za letošnjim pridelkom zadovoljni. Je. Ja, je vplivalo, ker pač mi imamo vinograde na ritu znoju, na strmih legah, pobočjih in težava je pač v tem, da po dežju smo rabili kar nekaj časa, 2-3 dni, saj da se malo sušilo, da smo lahko šli v vinograd. Druga težava je, ker imamo ekološko vinogradništvo, naša škropiva niso tako nevarna, niso tako močna, če lahko tako rečem, ne, in smo mogli kar ponavljati. Dostikrat se je tudi naredilo to, da smo pač prišli domov, končali, se vlil dež in smo mogli pač žal ponoviti, ne, tako da je vplivalo malo na kakovost grozdja, ne, ampak ne bom rekel v veliki meri, ampak vsaj tam do 20% pa nam je vseeno potem bolezen pobrala, ne. Bila je različna, drugačna od lanskega leta, kvaliteta je normalna, količina manjša, ampak zadovoljivo. Takle bom rekel, mi delamo z laboratorijem Fabian, imamo tudi enologa od tam. Ko je prišel v klet, je bil dejansko zelo navdušen. No? Kar se tiče pa same količine, pa je 20% manj, primerjavi s prejšnjimi leti, ampak kakovost smo, pa rekel, kar na 2 nivoja više, no? Tako da smo zadovoljni. Ali lahko priporočite eno vino za tiste, ki mogoče niso pravi poznavalci vin, ampak želijo danes tukaj res uživati, vaše vino seveda? Običajno tisti, ki niso poznavalci, ki se z vinom prvič srečajo, imajo radi nekaj aromatičnega in slajšega. Tista top izbira je rumeni muškat, za tiste, ki pa imajo radi še malo mehurčkov, je pa pri nas letos na novo rumeni muškat v biser obliki, torej biser vino z mehurčki kot ena taka čudovita penina osvežilna. Nas kot vinaribnik nas poznajo že kot po vinu rumeni muškat. Tam mislim, da je presega dobro, kako je vrhunsko vino. Danes imajo tudi možnost, da probajo to vino že ta letošnji letnik, kar je res dober, plus vsa ostala kakovostna vrhunska vina. Priporočal bi v prvi vrsti našega posebneža Ritu Znojčana PTP, ki je eno tako univerzalno vino, ki se lahko pije samo ali pa en dober špricer z njim naredi. Naše hišno vino pa ne vem, mogoče bi letos izpostavil Chardonnay. To je zdaj malo težko vprašanje, ker vina so dobra, tudi drugod tukaj okoli, tako da jaz, če bo lahko, naj probajo vse. Tako da. Verjetno bi jaz s prve rekel Rito Znojčan, potem pa vse ostalo.
Zbrane obiskovalce so nagovorili župan občine Slovenska Bistrica Ivan Žagar, predsednica konzorcija Ritoznoj Čandarja Bolha in predsednik društva vinogradnikov Ritoznoj Branko Brezovšek, kateri je več povedal o organizaciji dogodka. Organizacija je stekla že spomladi, pravzaprav bili so neki pogovori tako z Ritcem kot z občino. V zadnje 3 mesece pa intenzivna zadeva, tako občina kot Ritc so nam šli nekaj v veliki meri ogromno nasproti, skupaj z komunalo Slovenska Bistrica, ki nam je pripomogla, da bomo lahko tudi speljali tudi dogodek, kot je treba, seveda pa z vsemi našimi sponzorji, ki brez njih ne moreš. Na osrednji prireditvi so blagoslovili vino in izvedli bogat kulturni program. Z blagoslovom je moštvo vino spremenil mladi župnik Jani Družovec. Druženje so popestrili Vaberški fantje in Frajheimska godba. V Bistriškem gradu je preteklo sredo zasedal državni svet. Na prvi terenski seji državnega sveta v tem mandatu je uvodoma državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič predstavila predlog novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dejal, da bi lahko v določenem obdobju definirali razvojne prioritete posameznih regij in pripravili nabor konkretnih nalog, ki bi jih lahko v prihodnosti izvajale pokrajine. Dr. Ivan Žagar bo več o tem lahko sam povedal, pa vendarle mi veliko iz njegovih prizadevanj iz leta 2004 do 2008 vzemamo, predlogov od njega, njegove ekipe, ki je pripravljala prvo to vrstno zakonodajo. In vidimo, da je ta ideja živa, da je zapisana v Ustavi Republike Slovenije, pa vendar nismo zmogli doseči kot politika ene enotnosti in kar me, najbolj skrbi pri temu je to, da nekateri pišejo o temu in načrtujejo centralizacijo Slovenije do leta 2050. To zagotovo pač ne bo obrodilo nekih dobrih sadov, če lahko tako rečem. Andreja Katič je pojasnila, da bo šel predlog zakona pozno pomladi na vlado in nato v državni zbor. Mi s tem zakonom, kot sem danes tudi povedala in kot je bilo povedano že v preteklih razgovorih, ne ustanavljamo pokrajin. Imamo pa ustanovljenih 12 razvojnih regij, ki že imajo določene naloge in katerih vlogo si želimo še okrepiti in sodelovanju z vsemi deležniki tudi nastaviti možnosti, da lahko država nanje prenese dodatne naloge. Danes smo o tem podrobneje predstavili tudi druga izhodišča, se pravi temeljni namen danes je bil, da državnemu svetu predstavimo izhodišča sprememb zakona, na kakšen način krepiti razvojne regije, tudi jim dati težo, omogočiti prenos nekih nalog nanje, dodatnih poleg tistih, kar imajo sedaj, seveda pa tisto, kar bo najtežje, zagotoviti tudi primerno financiranje, da ko govorimo o regionalnem razvoju, ne govorimo zgolj o črpanju evropskih sredstev, ampak da govorimo tudi o sredstvih, ki se jim zagotovijo za izvajanje regijskih projektov.
Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je pozdravil idejo, da državni svet organizira svoje seje tudi v lokalnih skupnostih. Zdaj moram reči najprej, da sem vesel, da lahko mi danes gostimo tu pri nas državni svet in pravzaprav pozdravljam to, da državni svet ne deluje samo v Ljubljani, ampak da se preseli tudi na teren. Jaz sicer vem, da svetniki seveda vsi prihajajo iz terena, ampak vseeno mislim, da je za sprejemanje odločitev zelo pomembno, da se srečajo tudi z različnimi okolji pri nas v Sloveniji, da se soočijo z težavami, ki jih ta posamezna okolja imajo, pa tudi z nekimi razvojnimi idejami, ki bi jih lahko seveda iz teh okolij peljali in da se te stvari potem pri sprejemanju njihovih odločitev komponirajo v same te odločitve. In gre točno za to, da seveda nekako sledimo tudi recimo usmeritvam, če hočete, Evropske unije na tem področju, ker sam pač delujem v odboru regij, ker je pravzaprav neka osnovna orientacija tudi vezana na subsidiarnost, na večnivojsko odločanje in nazadnje točno to, kar je že bilo rečeno, priprava projekta od spodaj na zgor, vse koncu se vsi projekti pripravljajo na terenu. Mi danes pravzaprav vemo v Sloveniji, kjer smo, statistika nam daje rezultate po posameznih regijah in je vprašanje sveda tega skozi to konferenco, kam recimo mi želimo čez 10 let priti. Se pravi, kakšno Slovenijo čez 10 let želimo imeti in to recimo bi bilo tisto, kar bi konferenca lahko dala, torej te odgovore, cilje, ki jih želimo doseči in pa seveda pot, kako do teh ciljev priti. Zdaj jaz, ko sem že prej omenil, sicer seveda pozdravljam vse rešitve možne, ki jih pač lahko naredi trenutno ministrstvo, ampak po moje oceni, sem malo s tem tudi obremenjen, sicer s preteklim delom, ampak vseeno, jaz mislim, da ni mogoče narediti res nekega preboja na tem enakomernem razvoju Slovenije, brez da prije do ustanovitve pač pokrajine. To nam kažejo vsi rezultati, ki so danes na mizi, pa ne samo v naši notranji, tudi primerjave recimo z drugimi državami. Države, ki so uspešne v razvoju, imajo tudi uspešen razvoj na področju lokalne samouprave. Tu debate pač ni, in jaz upam, da bomo uspeli tudi na tem področju narediti nek premik naprej. In za mene je na nek način vprašanje torej regionalnega razvoja ta del, recimo, ki je zdaj vsebuje zakone, ta razvojna komponenta, ki bi naj pokrajine upravljale, seveda še to vse kaj drugega, ampak seveda je torej to tudi povezano z vprašanjem, kakšno Slovenijo želimo v prihodnje imeti. Jaz mislim, da imamo mi danes še vedno Slovenijo, ki omogoča dosti dober nek enakomerni razvoj, težava so trendi in če ne bomo naredili nekega konkretnega koraka na tem področju, potem bomo pa zelo blizu pristali v zelo centralizirane države. Z vsemi težavami, ki jih ima. Iz tega niso težave samo na širšem okolju, težave ima s tem tudi center z vsemi obremenitvami, ki iz tega sledijo. Pod točko dnevnega reda pobude in vprašanja so državni svetniki obravnavali in podprli vprašanje državnega svetnika Milana Ozimiča glede problematike umestitve 56 vetrnih elektrarn na območju Pohorja in sicer kako bo ravnalo Ministrstvo za naravne vire in prostor v zvezi s problematiko umestitve izgradnje vetrnih elektrarn na območju Pohorja na lokacijah Rogla, Trije Kralji, Areh, ki nasprotujejo občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Ruše in Zreče, krajani krajevnih skupnosti Kebeltinje in Šmartno na Pohorju, civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn, kakor tudi številna združenja in interesne skupine. Slovenija bistriški šport je bogatejši za en velik zgodovinski imenik, kajti nogomet se v Slovenski Bistrici igra že 65 let. Mi pa poglejmo, kako je bilo na Klečani akademiji v Bistriški športni dvorani. Nogometni klub iz Slovenske Bistrice je s prireditvijo svečane nogometne akademije v športni dvorani počastil zavidljivih 65 let delovanja. Prav lepo izpeljana prireditev, na kateri je bilo veliko uglednih gostov, je svoj vrhunec doživela prav ob koncu tega dogodka. Kajte na veličastni podi je stopila večina aktivnih akterjev bistriškega nogometnega kluba. Otroci, ki žogo brcajo v vrtcu, v osnovni šoli, tekmovalnih selekcijah ter do članske vrste, ki v zadnjem obdobju med drugoligaško konkurenco kroji tekmovalni vrh. Za uspešen tekmovalni mozaik pa skrbijo tudi športni delavci v klubu. V prvih vrstah pa je upravni odbor, na čelu katerega je predsednik Roman Stegne. Bi pa zdaj še izrabil to priložnost,
da bi se zahvalil vsem tvorcem, ki ste v zadnjem obdobju sodelovali v uspešni zgodbi nogometnega kluba, pa če začnem kar pri vodstvu in vsemi strokovnimi delavci, ki jih je en kup v klubu, z lokalnim okoljem, z občino, športno zvezdo, zavodom za šport, Nogometna zveza Slovenije in ostale zveze okoli. Posebna zahvala seveda našim otrokom, igralcem, predvsem pa staršem. Starši tvorijo eden pomemben steber delovanja našega kluba, ker vlagajo ogromno časa, ogromno energije in tudi denarja za funkcioniranje celega pogona. Seveda ne smem pozabiti naše zveste sponzorje, obstoječe in bodoče, ker brez njih verjetno tudi te zgodbe ne bi bilo, zagotavljajo naš proračun, ki je sicer skromen, ampak moto tudi tega delovanja je tak, toliko ko uspemo zbrati, toliko lahko razdelimo, obljubimo, toliko ko lahko damo in to je tudi vrednota kluba, za katero klub tudi živi in deluje. V vsej svoji zgodovini se lahko Bistričani pohvalijo tudi z igralci, ki so oblekli dres z državnim grbom. Svojo tekmovalno pot sta v domači nogometni šoli začela Lanej Bakščič, reprezentant selekcije U17, in Lukas Tomažič, ki je član selekcije U18. Prvi koraki so se začeli približno pri dobrih 6 letih. Že od malih nog sem zelo rad igral nogomet in z trudom in trdim delom sem prišel do kjer sem. Prestop v Maribor mi je dal neko novo motivacijo, da bi prišel do novega članskega nivoja in pokazal Sloveniji, kdo sem. Bi se rad zahvalil klubu NK Bistrice, ker sem začel svojo nogometno pot pri 6 letih. Te časov v NK Bistrici se zelo rad spominjam, saj so bili lepi časi in smo doživeli enih par lepih uspehov. Številko 1 na dresu državne selekcije U15 in U21 pa je nosil tudi Domen Gril, ki trenutno igra v drugi portugalski ligi, kjer je bil v sezoni 2022-23 proglašen za najboljšega vratarja druge lige. Ja, liga je definitivno zelo močna. Ko sem prestopil v akademiko, sem na začetku imel nekaj težav z privajanjem na nivo lige, na to pa od tej na zadnji sezoni, kjer sem osvojil tudi nagrado za najboljšega golmana, nekako dorastel izzivu in suvereno odbranil celotno sezono. Svojo nogometno pot pa je v domači Bistrici začela tudi članska ženska reprezentantka Kaja Korošec, ki je po igranju v prvi ligi za Beltince sedaj igra v Franciji pri sloviti ekipi Pariza. Ja, mislim, da po vseh dosežkih v teh par mesecih, kar sem tukaj, je res odlično. In osvajamo vse, kar se je dalo in to so res, počasi se uresničuje vse sanje s tem prestopom in upam, da se samo nadaljuje. Nogometni klub pa je na Svečani akademiji podelil tudi zahvale in priznanja posameznikom, podjetjem in klubom. Najbolj svečana pa je bila podelitev plaket, ki so jih prejeli. Nogometna zveza Slovenije, občina Slovenska Bistrica, Mojstrovina d.o.o., Impol 2000 d.o.o. in Aluminium Keti Emi Bistrica. Da na mladih svet stoji, pa so potrdili člani pevskega zbora osnovne šole Pohorskega odreda, ter tako nogometni klub Bistrico pospremili novim izzivom naproti. Slovenska Bistrica je bila v petek 10. novembra obarvana v športno disciplino plezanje, kajti največji plezalni center v Sloveniji je obiskala olimpijska prvakinja, nosilka 8 zlatih medalj svetovnih prvenstev in zmagovalka 41 tekem za svetovni pokal Janja Garnbret.
Ja, center mi ogromno pomeni, ker se mi zdi, da v Sloveniji definitivno manjka infrastrukture in to, da se naredi pol tak center, pomeni, da bo več otrok plezalo in da bomo enkrat v prihodnosti dobili še eno svetovno prvakinjo. Tako da tudi za mene trenutno pomeni, da še ena možnost več za trenirati. Torej bom definitivno upravila kak trening tukaj, ker je definitivno fajn, da greš na različne konce, da razbiješ domačo rutino treniranja, da probaš različne stile in ta center je definitivno tudi en izmed njih. Po 2-mesečnem premoru, po nastopu na svetovnem prvenstvu in naslovu svetovne prvakinje, je z novembrom začela tudi s pripravami za novo tekmovalno sezono, ki se bo začela meseca aprila v Šanghaju. Plan je že nared, torej Roman je že naredil plan točno po dnevih do aprila. Plan mi je izjemno všeč in ne bo lahko, ampak definitivno pa bom trdo trenirala, da bom v Parizu prišla kar se da v najboljši formi. Tako da jaz se tega veselim. Zdaj sem tudi srečna, da sem se kvalificirala že na svetovnem prvenstvu, torej sem imela 2 meseca bolj v narekovajih v easy plezanja, torej delala sem tudi druge stvari, da sem se res fizično in psihično tudi spočila, tako da sem zdaj res motivirana in pripravljena na treninge. Morda kakšna skrivnost v pripravah za priprave za Pariz z vaše strani za olimpijske prvakinje? Mislim, kakve skrivnosti ni, ponovadi je samo trdo delo in trening, to je skrivnost. Drugače pa v času te poškodbe sva z Romanom ugotovila in dobila par idej za trening v nadaljevanju za Pariz in ki jih bomo tudi uporabila, ki so se izkazala, da so bila kar koristna v tem obdobju, ko nisem mogla normalno trenirati. Ampak ja, vse je plezanje. Na srečo bomo za Pariz trenirali eno disciplino manj, ampak vemo, kje je vrh in tam si želim biti, tako da bom sam trdo trenirala. Sezona, ki bo hitro s tekmovanji potrkala na njeno pripravljenost, bo obarvana tudi z nastopom na olimpijskih igrah v Parizu. Janja, ki bo branila zlato kolajno, pa se ne obremenjuje, da je težje braniti kot osvojiti. Težje je braniti kot pa napadati, ker takrat, ko braniš, pomeni, da ne veš, kje je konkurenca, vsak te hoče premagati, pa moraš ostati 2 koraka pred njimi. Ampak nekako že celo svoje življenje nekaj branim, tako da sem navajena biti v tem položaju in tudi fajn mi je biti v tem položaju. Tako da jaz sam vem, da definitivno tudi hočem ostati 2 koraka pred konkurenco in to bom probala letos še nadgraditi oziroma svojo formo še izboljšati in jo nadgraditi od letošnje sezone. Tako da ja, ne bo nič drugače, kar se tiče branjenja. V olimpijskem nastopu pa si želi tudi družbo slovenskih tekmovalcev, tako v moški kot ženski konkurenci. Vendar bo za to potrebno izpolniti normo. Ja, jaz upam, da se mi pridruži še ena punca in še 2 fanta, torej da gremo v polni kvoti in polni pripravljenosti v Pariz. Tako da upam, da bomo to uspeli in ker slovenska družba je vedno fajn, pa ja, upam, da bomo skupaj dosegli dober rezultat. Rdeča nit gostovanja v Slovenski Bistrici olimpijske prvakinje pa je bilo druženje z najmlajšimi ljubitelji športnega plezanja. V najvišjem delu objekta jo je pričakalo več kot 200 srečnežev, ki so lahko prišli na ta enkratni dogodek. Iz otroških vrst je prišlo tudi veliko zanimivih vprašanj, na katera je zelo rada odgovorila. Zakaj imate radi plezanje? Zakaj imate radi? Mene bo všeč plezanje vsaka štarta, ker je tu imaš vedno različnih gibov, vsak trening je drugačen. Res na treningu nikoli ne naredim 20 giba, vedno je nekaj novega, vedno je nekaj drugačnega, ker res se nikoli ne predstavljam, da bi trenirala recimo atletiko. Se pravičujem vsem, če kdo tudi trenira atletiko, ampak recimo, ker je vsakih isti, na plezanju pa tega ni in pa jaz porabim skozi nek nov izziv, nove gibe, ravno zaradi tega. Pa ker se počutiš tudi močnega na sceni in to mi je pripeljalo vzrejo. Kakve so dobre skrivnosti pri plezanju? Že sem gledala skrivnosti pri plezanju, no, to je dobro. Jaz nimam posebnih skrivnosti pri plezanju. Zdaj, res je, da štartaš od nek talent, torej lahko je res dober talent, to te nekam propela, ampak na koncu, moraš začeti
trenirati, moraš biti discipliniran in moraš ustrajati pri tem, pa nikoli ne obupati, če ti daj nekaj. Po govornem delu pa je bil za vse najbolj pričakovani trenutek plezati z olimpijsko prvakinjo. Glejte in uživajte. Po res enkratnem druženju, najprej s sedmo silo in nato z otroci, je Janja še nekaj nasvetov namenila tudi vsem koristnikom tega športno-plezalnega objekta v Sloveniji. Ja, ki ga naj koristijo, naj pridejo plezati, ker ga imajo praktično pred vrati, tako da tu so tudi smeri postavljene za vse, torej za vse starosti, za ali otroke ali starejše, kakorkoli, tako da naj pridejo plezati, pa ko vem, da jih bo potegnalo.